No, pogledajte, jaz sem vesel in na nek način ponosen, da je naše ministrstvo v teh preteklih dneh lahko tako, rekel, hitro in učinkovito poseglo v to tragedijo oziroma v stisko, ki se je zgodila pri gori Mustak Tower oziroma stolp Mustak. Mene je, ko je izvedel za problem, klical gospod Grošelj, ki je znana alpinistična osebnost v Sloveniji, in je prosil za pomoč, najprej zato, da bi zagotovili vize obema Koželju in Humarju, ki sta želela priti na pomoč našim alpinistom v Pakistanu. To je bil večer in seveda takrat so vsi uradi zaprti posod. V Pakistanu so že zdavne spali. Vendar nam je uspelo, da smo s pomočjo naših ambasad in nekaterih ambasadorjev, posebej moramo omeniti ambasadorjev v Londonu, s pomočjo našega državnega sekretarja, dosegli to, da so bile izdane vize pravočasno. Naslednji dan, ko sta potovala skozi London, sta Koželj in Humar dobila vize. Jaz sem potem takoj vzpostavil stik z zunanjim ministrstvom Pakistana. Vi veste, da je v Pakistanu nekaj težav z njihovo vlado oziroma z organizacijo njihovega predstavniškega, političnega in tudi diplomatskega življenja. Vendar sem na to srečo, da sem se seznanil po telefonu seveda z generalnim direktorjem za Evropske zadeve Zakarijo in sva govorila, mislim, da 20krat. Mož se je tako zelo zatopil v stvar, tako zelo angažiral, da sva govorila praktično vsako uro. On je bil v stiku z generalnim štabom in z tisto organizacijo, ki rešuje v takšnih primerih. Torej, predno je prišel Humar tja, so bili helikopteri že pripravljeni. In moram reči, da je bilo treba sicer neke formalnosti pri tem popraviti, da je napisano garantno pismo, ker doma na svoj računalnik. In slišal sem se seveda tudi s predsednikom vlade, da sem se uskladila glede teh vprašanj. No, tisto je potem obveljalo in dejansko, čim je bil prvi neproblematičen dan ali pa prva neproblematična ura, so helikopteri poleteli in tudi gospoda Miškoviča rešili. Naši odnosi z ministrstvom zunanje zadeve Pakistana so pravzaprav zdaj že kar tradicionalni, pa vendarle predvsem osredotočeni na takšne krize, kar ni najboljše, ampak v resnici smo se pobliže spoznali ravno v takšnih trenutkih, ker sem se med tem sicer srečal večkrat tako s predsednikom Mušarafom, s bivšim predsednikom, tudi s prejšnjim zunanjim ministrom, novega zunanjega ministra, da poznam, sem ga iskoval, da je bil v Saudski Arabiji, tako da je bila komunikacija med menoj in tem generalnim direktorem. Se pa ta komunikacija izredno dobro obnesla in sem tudi generalnega direktorja Zakarijo povabil na obisk v Sloveniji. To je nakratko povedana zgodba, ki pa je trajala ta dni. Mogoče, lahko nam veste stroški, kaj ne? No, lahko. Mi smo dobili tudi že nek račun za helikopterski polet, mislim, da okrog 15.000 evrov, in o tem strošku oziroma o plačilu tega računa bo sklepala vlada te dni. Mi bomo to plačali, seveda, ker to tudi moramo. Jaz sem pač v tistem garantnem pismu sem moral povedati, da vlada stoji za tem strošku, oziroma da smo pripravljeni te stroške pokriti. Šlo je za neko izredno situacijo in če ne bi te garancije bilo, najbrž bi bilo reševanje nemogoče.